2 leti minevata od pojava novega koronavirusa, ki nam je bistveno spremenil življenje. Velikokrat se spomnimo, kako nam je bilo lepo leta 2019 in v vseh letih prej, sedaj pa se moramo neprestano prilagajati. Vendar pa življenje teče dalje in leto 2019 je bilo drugačno kot leto 2009 in drugačno, kot so bila leta recimo pred desetletji. Življenje vedno terja prilagoditve in vprašanje je, kaj lepega, dobrega najdemo kljub temu, da se moramo prilagajati. Primerjava leta 2020 z letošnjim letom, zlasti z zaključkom leta, nam vendarle pokaže, da je bil storjen velik napredek. Cepiva so omogočila normalno življenje dobršen del leta v tistih državah, v tistih okoljih, kjer je velik del ljudi cepljenih. Pa tudi v Sloveniji je bilo, če primerjamo intenzivnost vala jeseni 2020 z valom leta 2021, hospitaliziranih kar nekaj tisoč ljudi manj, kot bi jih bilo, če cepljenja ne bi imeli. Poleg tega imamo na razpolago vsepovsod dostopne teste, s katerimi lahko zagotovimo, da tisti trenutek nismo kužni, torej lahko zaščitimo druge. Seveda virus se spreminja, gre za tako vrsto virusa, spremembe niso nepričakovane. Prav v zadnjem času, ko smo se skušali postopno oddahniti od velikega vala, ki ga je povzročila delta različica, se je pojavila nova različica, različica omikron, ki je še bistveno bolj kužna, verjetno pa nekoliko manj nevarna. Ponovno se moramo vprašati, kako ravnati v takih razmerah. Še vedno seveda ostaja v ospredju cepljenje, ki je ohranilo zaščitno vlogo pred hudim potekom bolezni, torej pred potrebo po hospitalizaciji, po intenzivni terapiji, ne glede na spreminjajoče se različice virusa. Zato je zelo pomembno, da v času, ko že tudi v Sloveniji kroži omikron različica, poskrbimo za to, da smo cepljeni, če je to potrebno, če je minilo 3 mesece od zadnjega cepljenja z mRNA cepivom, s tretjim odmerkom. Po vektorskih cepivih so praktično že vsi tisti, ki so bili spomladi cepljeni z osnovnim cepljenjem na vrsti za poželitveni odmerek. Poleg tega, če želimo zagotoviti res varno druženje, zbiranje v teh razmerah, še posebej, če imamo v bližini koga, ki spada v ranljive skupine, ki je nekoliko starejši ali ima kronično bolezen, je smiselno, da se testiramo. Opravimo testiranje nekje na testirnem mestu ali pa poskrbimo za samotestiranje, s katerim bomo ugotovili vsaj to, ali smo tisti hip kužni, torej priporočamo testiranje tik pred dogodkom, tik pred zbiranjem. Kaj bi si želeli za novo leto? Seveda normalizacijo, življenje, kot je bilo. Ampak življenje teče, drugačno bo in morda bomo v tem drugačnem življenju še bolj srečni, še bolj zadovoljni, kot smo bili prej. Zaželimo si torej eno lepo leto 2022 in obvladovanje pandemije na način, ki nas bo najmanj prizadel. Predvsem si zlasti v Sloveniji želimo, da nas virus ne bi delil. Da vse te razprave v zvezi z ukrepi in cepljenjem ne bi povečale razlik med ljudmi, ampak bi jih zmanjševale. Virus je naš skupni zunanji sovražnik, da tako rečem, in v tem, da ga premagamo, da ga obvladujemo, si res lahko pomagamo in moramo si pomagati. Ne glede na to, kakšen odnos imamo do epidemije, do cepljenja, zdravniki pomagamo vsakomur. In tudi v naslednjem letu se bomo potrudili, da bomo nudili najboljšo zdravstveno oskrbo vsakomur, ki nas bo potreboval.